kriminalisti obiskali tudi Ptuj. Ljudem v Podravju vreme ne prizanaša. Negotova usoda delavcev v številnih podjetjih. Velikonočni koncert pevskega zbora Laudamus. Pozdravljeni. Današnji dnevnik začenjamo z novico, da kriminalisti po vsej Sloveniji izvajajo hišne preiskave. 4 osebam so odvzeli tudi prostost. Preiskujejo namreč kriminalno združbo, ki naj bi z lažnim investicijskim skladom Profit Klub ogoljufala približno 800 ljudi in jih tako oškodovala za skoraj 15 milijonov evrov. Za sistemom naj bi stal ptujski podjetnik Mitja Petrič in njegova partnerica Urša Šprah, ki naj bi se skrivala v tujini. Med oškodovanci razvpitega investicijskega sklada Profit Club je tudi Marjan Gaves. Za sklad je izvedel od zastopnikov na terenu. Za naložbe v panamsko podjetje, ki naj bi se ukvarjalo z investicijami v nepremičninske in podjetniške sklade, so mu obljubljali visoke, tudi do 40% donose. Želel je privarčevati pokojnino. Obljubljali so nam, da bomo po 5 letih investiranja, se pravi neke vrste obračanja tega denarja, da bomo prišli do svojih pokojnin. In da nam bo z zneskom recimo 50 tisoč evrov je bila obljubljena kar precejšnja pokojnina, cirka 1000 evrov na mesec. Sklad naj bi deloval prek slamnatih podjetij v tujini, od Slovenije, Švice, Paname do Dubaja. Pri nas ni imel dovoljenja za upravljanje investicijskih storitev. Od leta 2005 je bil registriran kot zavod. Vlagateljem obljubljenega denarja niso nikoli izplačali. Marjan je izgubil 20 tisoč evrov, nekateri so v sklad vložili tudi po 100 tisoč evrov. Zdaj, zadnji 2 leti pa se nam je vedno bolj sumljivo vse zdelo, ker se je vedno iz meseca v mesec, tedna v teden prelagalo, da bodo nekaj izplačila. Za združbo naj bi stala ptujski podjetnik Mitja Petrič in njegova soproga Urša Šprah, a je za njima izginila vsaka sled. Neuradno naj bi se skrivala v Dubaju ali v Lichtensteinu. Danes je 110 preiskovalcev in kriminalistov opravilo 40 hišnih preiskav po vsej Sloveniji. Gre za obravnavo 36 primerov oškodovanja, s čimer so si združba in storilci pridobili za več kot 1,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. A po neuradnih podatkih naj bi bilo oškodovanih še vsaj 800 vlagateljev, v skupni vrednosti okoli 15 milijonov evrov. Nadzorniki Nove kreditne banke Maribor so danes potrdili sklep uprave, da bodo v kapital pretvorili 100-milijonsko hibridno posojilo in tako dvignili kapitalsko ustreznost banke. S tem se bo lastniški delež države slabih 28% povzpel na kar dobrih 79%. Deleži več kot 90 tisoč malih delničarjev, ki so verjeli v dobro naložbo, pa bodo razvrednoteni. Skupnelo bo tudi več kot 40 milijonov evrov Pošte Slovenije, GEN-I-ja in nekaterih elektropodjetij, ki so morala po nareku nekdanje agencije za upravljanje kapitalskih naložb države dokapitalizirati banko. Takrat po 8 evrov za delnico, danes pa imajo na ta račun izgubo. Samo še grenak spomin ostaja več kot 90 tisoč malim delničarjem na leto 2007, ko so v vrstah čakali, da bi za 27 evrov kupili delnico banke, ki je danes vredna manj kot evro. Mnogi so za nakupe najemali kredite, v tej bančni zgodbi pa so izgubili ogromno. Ivan Jurkovič, ki je kupil 88 delnic, je denimo doslej izgubil več kot 2300 evrov. No, danes pa je to vredno za eno slabo kavo. Seveda se počutiš malce ogoljufanega. A so mnogi vplačevali višje zneske. Smo izredno zaskrbljeni. Napovedujejo tudi odškodninske tožbe, kako tudi ne, ko pa je država od njih iztržila več kot 150 milijonov evrov. Zdaj bo zaradi pretvorbe hibridnega posojila njihov delež dobesedno skopnel. Saj smo polagali veliko upe v upravo pod vodstvom gospoda Halca, ki je še na decembrski skupščini zagotavljal, da se ta efekt pred načrtovano dokapitalizacijo ne bo zgodil. Po mojem mnenju niso bili zavedeni, niti najmanj, ker so na naši skupščini dobili celovite informacije, kaj pomeni hibridno posojilo in pod kakšnimi pogoji se hibridno posojilo pretvori v delnice banke. A Halc priznava, da jih je končnih 300 milijonov evrov slabitev presenetilo in dodaja, da bodo pri čiščenju kreditnega portfelja vztrajali. Ker nobeden strateški partner banke ne bo vzel, če ne bo očiščena. Na epilog pa čaka tudi zgodba o forenzični reviziji. Če javnost pričakuje od nas, da bomo pribijali na križ kar tako vse poprek, pol je to žal zmota.
Ali obstajajo tudi pravne podlage za kazenske ovadbe in odškodninske tožbe, zdaj proučujejo še pravni strokovnjaki. Ob tem pa ni zanemarljiv podatek, da je v nadzornem svetu nove KBM sedela tudi nova predsednica vlade Alenka Bratušek. V severovzhodnem delu Slovenije se že nekaj dni spopadajo z visoko podtalnico, ki poplavlja hiše. Najhuje v občini Dornava, kjer je zalilo kleti skoraj polovice prebivalcev. Nekateri občani tam podtalno vodo izčrpavajo že več kot mesec dni. Zadnje 3 tedne vodo iz kletnih prostorov črpajo tudi v tamkajšnjem zavodu dr. Marjana Boršnarja za ljudi s posebnimi potrebami. V zavodu Dornava gasilci črpajo vodo s kar 6 potopnimi črpalkami, saj po pralnici, kleti in skladišču grozi, da bo zalilo še bivalne prostore za kakih 30 varovancev. Zadeve se spreminjajo iz ure v uro, tako da se bomo pač prilagodili temu, se pa pripravljamo tudi na najhujše, torej na preselitev. Ob tem se bojijo še vdora podtalnice v kuhinji. Kuhinja je specifična, veliko je diet, na razen način pripravljene hrane za čez 300 uporabnikov. Črpamo cirka 10 000 litrov na minuto vode. Situacija je v zadnjih 20 let najbolj kritična. V Dornavi in bližnjih Mezgovcih je zalilo že kakih 150 kleti oziroma skoraj polovico vseh hiš. Nivo podtalne vode pa še ne upada. Petek, sobota, nedelja pa do danes se je podtalnica dvignila za cirka 60 cm. Gre za visoko podtalnico, kakršne ne pomnimo 50-60 let na tem področju. Je pa to ena zadeva, katero lahko samo mirno opazujemo in skoraj da ne moremo nič narediti. Pri vsakem malo večjem dežju dobimo vodo v kletne prostore. Mi prečrpavamo vodo, se pravi zdaj drugič, imamo pa tu sosede, ki črpajo vodo že mesec pa pol neprenehoma. Toti zidovi in sanacijo, to bomo začeli komaj nekje maja in ne vem, kaj bomo naredili. A karkoli bodo naredili, kaže, da bodo to morali storiti sami. Tisti, ki so že poklicali zavarovalnice, namreč ugotavljajo, da večina škode ob vdoru podtalnice ne povrne. Ob zaostrenih gospodarskih razmerah in lanski izgubi se je po mariborskem Vinagu v likvidnostnih težavah znašlo še eno zadnjih večjih mariborskih podjetij, Mariborska livarna. Kar polovica od skoraj 800 zaposlenih še vedno ni prejela februarskih plač, od petka pa jih 224 čaka na delo doma. 27 let dela je Janja Weber pustila za zidovi Mariborske livarne. Danes skupaj s 350 zaposlenimi čaka na februarsko plačo. Konec tega meseca bi morali dobiti plače za mesec februar. Se pravi, da smo dejansko eno celo plačo izgubili, bi temu tako rekla. Ker jim tudi predsednik uprave ni dal jasnih odgovorov, so že oblikovali stavkovni odbor in za ponedeljek 8. aprila uradno napovedali stavko. Se pravi, vkolikor v tem tednu dobimo izplačane februarske plače, pridemo potem drug teden normalno delati, če ne pa bodo ljudje stali. Predsednik uprave Boris Šlamberger ta za pojasnila ni bil dosegljiv, je sicer že lani napovedal reorganizacijo podjetja in prodajo sanitarnega programa, s čimer bi v tovarni ostal le še avtomobilski del, a kupca do danes ni našel. Sam se zavzemam, da livarna ostane, vendar če ne bo šlo, je treba v vsakem primeru omogočiti tistim delo, ki je še zdravo jedro. Nekako iti v stavko in Mariborsko livarno potopiti v celoti ni dobro. Za mariborsko občino bi to pomenilo že več kot 19% brezposelno stanje, zaradi katerega že sedaj sveti rdeči alarm. Mi ravno za tega namena nova direktorica Mateja Muršak dogovarja sestanek z novim županom s ciljem, da bi dogovorili aktivnosti. Ena izmed opcij zagotovo so javna dela. V kolikšnem obsegu bo ohranjena še zadnja mariborska tovarna, pa bodo v teh dneh odločale banke. Davčna uprava Republike Slovenije je danes prvim zavezancem po pošti na dom poslala informativne izračune dohodnine za leto 2012. Dohodnino običajno najprej izračunajo za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane in nimajo dohodkov od oddajanja premoženja v najem, opravljanja dejavnosti oziroma katastrskega dohodka. Za preostale zavezance bodo izračune pripravili do konca maja.
Državni zbor je ratificiral hrvaško pristopno pogodbo z Evropsko unijo. Za ratifikacijo je glasovalo vseh 82 navzočih poslancev, proti ni bil nihče. Vseh 7 poslanskih skupin je v razpravi pred glasovanjem vnaprej potrdilo ratifikacijo hrvaške pristopne pogodbe z Evropsko unijo. Ob tem so poslanci poudarili prednosti članstva Hrvaške v Uniji in izrazili pričakovanje, da bo tudi to pripomoglo k rešitvi še preostalih odprtih vprašanj med državama. Dogajanje sta v državnem zboru spremljala tudi hrvaški predsednik vlade in zunanja ministrica. Milanović se je še pred glasovanjem sestal s predsednico slovenske vlade Alenko Bratušek, Vesna Pusić pa z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem. Pred matičnim parlamentarnim odborom se je danes uspešno predstavil kandidat za novega ministra za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Omerzela je predlagala Državljanska lista in sicer potem, ko je zaradi dvomov o zakonitosti postavitve nepremičnine na svojem zemljišču v Seči po vsega 5 dneh z ministrskega položaja odstopil Igor Maher. Omerzel, rojen leta 1974, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, trenutno pa je direktor hrvaške EOL skupine. Kot je zapisano na spletni strani Državljanske liste, je uspešen poslovnež in podjetnik ter mednarodno priznan in nagrajen inovator. Pred leti je delal tudi v podjetju Ultra, ki je v delni lasti nekdanjega predsednika Zaresa Gregorja Golobiča. Omerzel je v svoji predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom med ključnimi cilji navedel pozorno spremljanje investicij in rešitev problematike umeščanja objektov v prostor. Slovensko gospodarstvo se bo letos po ocenah Banke Slovenije skrčilo za 1,9%. S tem Banka Slovenije sledi petkovim napovedim Umarja. Gospodarska rast naj bi se obnovila prihodnje leto, a bo znašala le skromnih 0,5%. V letošnjem in prihodnjem letu bo veliko odvisno od tega, kar bo naredila država, je na današnji tiskovni konferenci v Ljubljani povedal guverner Banke Slovenije Marko Kranjec. Kot je pojasnil, je nujen jasen signal, da obstaja namen stabilizirati gospodarski položaj. Kranjec je bil odločen, da mora Slovenija zmanjšati proračunski primanjkljaj in začeti strukturne spremembe. Napoved Banke Slovenije je tako v skladu z ocenami drugih domačih in mednarodnih ustanov. Na velikonočno nedeljo so se vernikom v frančiškanski baziliki Matere Usmiljanja v Mariboru predstavili tudi pevci in simfonični orkester pod vodstvom dirigenta Maksimiljana Feguša. Za letošnjo veliko noč so se umetniki spoprijeli z zelo zahtevnim, a izjemnim delom, mašo Antonina Dvoržaka, ki so jo vadili kar 2 leti. Velikonočne koncertne maše v frančiškanski baziliki so bile prisotne že pred leti. Kasneje je ta tradicija za nekaj časa zamrla. Leta 2004 je z mariborskim zborom Laudamus, ki ga je prevzel leto poprej in ga z majhnega zbora razširil v 45-člansko mešano zasedbo, dirigent Maksimilijan Feguš to tradicijo ponovno obudil. Začeli so z Mozartova Eine kleine solo orgel mese, malo orgelsko mašo za soliste. Pravzaprav smo se lotili ene velike maše, to je 40 minut, Antonina Dvoržaka, Misa in D, opus 86, to se pravi stavki maše so Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus in Agnus Dei. Feguš je letos dodal tudi dela slovenskega skladatelja Stanka Premrla, ki je bistveno doprinesel k razvoju slovenske cerkvine glasbe. Izbral sem letos 4 Premrlove velikonočne pesmi, ki jih je sam inštrumentiral. Tako da mislim, da gre to tudi za kaj ne rečem, malo nostalgije. Velikonočno mašo pa je s priložnostnim simfoničnim orkestrom 29 članov, med njimi tudi kvartet Feguš, zaokrožil z mojstrom baročnega oratorija, Georgom Friedrichom Händlom. To je že prišlo v navado, kot si Božiča ne moremo zamisliti brez Gruberjeve svete noči. Tako nekako si tudi velike noči ne moremo zamisliti brez sklepnega zbora drugega dela oratorija Mesija, Georga Friedricha Händla. Ko mi je znano in koliko lahko pokukam čez plot Kora, je vedno polno in tudi vedno en spontan aplavz na koncu. Tako da mislim, da Maribor to potrebuje.
2. april je Mednarodna zveza za mladinsko književnost leta 1967 razglasila za Mednarodni dan knjig za otroke. Osrednja tema letošnjega dneva otroških knjig, ki je hkrati tudi rojstni dan danskega pisca pravljic Hansa Christiana Andersena, je poezija. V mariborski knjižnici bodo letos ob koncu tedna v spomin na enega največjih pravljičarjev že drugič pripravili prireditev Noč z Andersenom, ki se bo začela v petek zvečer in končala v sobotnih jutranjih urah. Slovenska rokometna reprezentanca pa bo jutri v Mariboru odigrala kvalifikacijsko tekmo za odhod na Evropsko prvenstvo. Njena nasprotnica bo izbrana vrsta Islandije. Ekipa, ki bo zmagala, bo tudi prevzela vodstvo v 6. skupini. V njej sta še Belorusija in Romunija. 4 treninge so v Mariboru opravili rokometaši Slovenije, ter se ob tem seznanjali še z igro jutrišnjih nasprotnikov. Prednost naše reprezentance bo domači parket in dejstvo, da so v vrsti naših nasprotnikov proti koncu lanskega leta pričeli s pomladitvijo ekipe. Dobro vemo, da je to ena dobra, kvalitetna reprezentanca, katera ima sigurno še zmeram višji rejting v rokometnem svetu kot mi. Mi enostavno bomo nadaljevali z našim razmišljanjem, katerega imamo. Vsako tekmo, katera je pred nami, da se maksimalno dobro pripravimo in normalno z razmišljanjem, da v 60 minutah smo, da gremo prvi skozi ciljno črto. Pravzaprav je imel selektor v preteklih dneh največ dela z dejstvom, do katerega pogosto pride po uspehih. Slovenija je na svetovnem prvenstvu osvojila 4. mesto. In čeprav je bila boljša od Islandije, ki je v 16. finala izpadla proti Franciji, to še ne pomeni, da se bo ekipa iz severa Evrope sama predala. Mislim, da je za nas najbolj bistvo, bom rekel, za mene in za svoje igralce, da smo se spet dobili, da smo v bistvu komaj čakali, da se potem, ko smo se rešili po tem svetovnem prvenstvu, da se spet dobimo in tukaj smo. Pred nami sta 2 težki tekmi, oziroma prva nas čaka že jutri, sploh na domačem terenu, mislim, da kaj drugega, kot o zmagi, nimamo kaj razmišljati. Jutri se bomo prepričali, ali je Slovenija zmožna nadaljevati tam, kjer se je zaustavila na svetovnem prvenstvu. Po Zormanovem razmišljanju lahko pričakujemo, da bo nepopustljivost še naprej ena od odlik naše reprezentance, ki si želi, da bi do pomembne zmage prišla s podporo polne dvorane Tabor. Tekmo bodo pričeli ob 20:15. Poglejmo še na tuje. Ciprski finančni minister Saris je danes odstopil. Kot je pojasnil, je eden od razlogov za odločitev dejstvo, da je bil v preteklosti predsednik banke Laiki, katere propad je pomembno prispeval k finančnemu zlomu države. Ostajamo še na Cipru. Ciprsko državno tožilstvo naj bi preiskovalo domneve, da so nekateri politiki in gospodarstveniki dobili kredite ciprskih bank in jih nato le delno ali sploh ne odplačali. Posebna komisija pa naj bi preučila govorice, da so posamezniki tik pred zaprtjem bank na Cipru pred 2 tednoma dvignili svojih računov visoke vsote denarja. Mediji so namreč razkrili, da naj bi nekatera podjetja tik pred zaprtjem bank prenakazala okoli 700 milijonov evrov v tujino. Severna Koreja namerava vnovič zagnati jedrski reaktor v kompleksu Yongbyon, ki so ga v okviru mednarodnega dogovora zaprli leta 2007. Poteza po poročanju državnih medijev poleg ponovnega zagona vključuje tudi nekatere druge spremembe, kar bi po mnenju nekaterih lahko pomenilo proizvodnjo visoko obogatenega urana. V Maliju se je začela misija Evropske unije za urjenje malijskih vojakov. V 15-mesečni misiji, v kateri se bo urilo okoli 3000 vojakov, bo sodelovalo 550 evropskih inštruktorjev, med njimi tudi 3 slovenski vojaki. Prvi bataljon bo za operacije na terenu pripravljen julija. V Šanghaju so le nekaj tednov potem, ko so kitajski cenzori izrezali dele filma Skyfall, odprli razstavo o britanskem agentu Jamesu Bondu. Glavni kustos razstave, ustvarjanje 007, 50 let bondovskega stila, je poudaril, da razstava v nasprotju s filmom ni bila podvržena cenzuri. Na razstavi si je moč ogledati različne artefakte iz filmov, med drugim Bondov Aston Martin DB5, ter slavni klobuk, ki ga je Oddjob v filmu Goldfinger uporabljal kot orožje. Razstavo so že videli v Londonu in Torontu.
Še vreme, jutri bo pretežno oblačno, predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji bo še rahlo deževalo ali snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 4 do 9 stopinj Celzija. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, a večinoma suho. V noči na petek bo od zahoda spet pričelo deževati, v petek bo oblačno in deževno. Spoštovani, spremljali ste 1. aprilski dnevnik televizije Maribor. Hvala za pozornost in vabljenje v našo družbo. Spet jutri. Nasvidenje.